Dobro jutro. Evo mene na novi lokaciji. Včeraj sem prišel ob ene 10:30 zvečer, utrujen čist, tako da tega niste videli na prejšnjem videu. Sem rekel, bom pa zjutraj posnel. Glejte, sem pa v eni zelo preprosti sobici. Tole je to, kar je. Tudi omara je stara po mojem ene 30 let, ampak mene to ne moti. Evo še WC, pa kopalnica, takole izgleda. Drugače za to nastanitev sem se odločil, ker sem prebral zelo dobre reviewje na Bookingu, kjer je pisalo, da imata to en dedek pa babica in da je ful dobra hrana. In jaz sem to razmišljal, da bo to neke vrste doživetje. Cena zelo ugodna, 13 evrov na noč z zajtrkom plus večerjo. Večerjo sem sicer včeraj spustil, ko sem prišel pol 11 šele, ampak me je ta gospod, ki me je sprejel, mi je rekel, če bom jedel. Sem rekel, ne, prepozno, kaj bom jedel. Tako da danes pa bo večerja, ker 2 dni sem tukaj, tako da bo to super, po mojem super doživetje. Drugače pa, lejte, sem prišel, tle je zelo zanimiva pokrajina, in tamle, ne vem, če se vidi na videu, so noter v kamnu, noter včasih ljudje živeli, so izdolbljena, bi rekel, stanovanja. To je nekaj takega, kot Kapadokija v Turčiji, to še itak grem pogledat. Tako da zdaj jaz tole, ko postamem, grem na fruštek in potem letim tole pogledat. Potem pa mogoče še en podoben kraj. Bom videl, koliko se bom tukaj zamudil, pa kakšno bo vreme. No, drugače sem pa včeraj sprejel eno težko odločitev. Odločil sem se, da bom malo plan spremenil. Ta sprememba plana je pa ta, da bom Gruzijo predčasno zapustil. Zdaj, zakaj bom predčasno zapustil? Jaz bi zdaj mogel iti proti Tbilisiju, to je glavni mest Gruzije, ampak je za naslednjih 7 dni napovedan dež. In komplet cela Gruzija je v dežju, že danes je cela Gruzija v dežju. Zanimivo, da edin tale kraj ne bi bil danes še lepo vreme, se pravi ta kraj, to področje, ne. Tako da sem rekel, da tole še izkoristim, je pa tudi na poti proti Turčiji. Turčija je tukaj, bom rekel, relativno blizu. Tako da sem pa rekel, pridem jaz včeraj zvečer do tega kraja in grem potem, si vzamem danes čas, da si tole pogledam, ker takele stvari mene res zanimajo. In zdaj, ko sem tole videl, me še bolj zanima, kakor sem mislil, da me zanima, ker namreč prišel sem po noči in nisem imel nobenega občutka, kako se to izgleda. No, tako da danes si tole pogledam, jutri grem pa pol naprej v Turčijo. Zdaj, lejte, kako je danes lepo, ko je sonce. Če bi bil dež, bi bilo tole žalostno. In jaz se ne vidim, ne vem zdaj, zakaj bi v Gruziji vztrajal, če bo skozi dež. Naslednjih 7 dni po celi Gruziji dež. Res je škoda, ker sem toliko daleč, pa da, ker sem mislil, da bo poudarek na Gruziji, ne. Škoda, ker sem toliko daleč, pa da to ne izkoristim, ampak po drugi strani, lejte, meni na potovanju se ne gre, da zdaj sam lahko rečem, sem bil tle, sem bil tam. Jaz grem na potovanje zato, da uživam. In definitivno v dežju ne bi užival. Zdaj, vse, kar me pa naprej čaka v Turčiji, sem pa prepričan, da bom zelo užival, ker me čakajo čudovite stvari. Polovica bo takih, ki sem jih že videl, pa se ful z veseljem komaj čakam, da se vrnem nazaj, ker pri meni je tako, tisto, kar sem že enkrat videl, mi je to drugič še bolj zanimivo.
Tako sem se odločil in jaz mislim, da sem se prav odločil, no. Če pa ne bi bil dež, bi pa jaz bil še par dni v Gruziji in še par zanimivih stvari videl. Nič, tako da zdaj pa zajtrk, pol pa tole raziskovati. Se že veselim. Evo, zdaj pa grem k majstru na zajtrk. Me že kliče. Ravno zaradi tega, ker je tle zajtrk pa večerja, sem se odločil, da grem sem, pa ker sem prebral dobre komentarje. Good morning. Tina. Hello. Hello. Morning. Good morning. Evo, super imajo. To bo pojedina. Lepo, toplo. Super, tole sta šef pa šefica. Moj cilj so tamle zadaj, tamle, ki vidite v skalah nekaj udobljenega. Je še kar deleč imam, ampak vidim, da tole je meni na kožo pisano, tako da komaj tole čakam. Glejte, kakšna lepa pokrajina. Wow. No, jaz bom šel kar gor čist na vrh, na hrib. Siguren bom šel. Jaz sem fasciniran na tem. Sem že čist bliz tele znamenitosti za pogledat. Zdaj sem pa tle videl v križišču, da je tukaj sem 3 km pa pol stran en samostan. Tako da bom videl, koliko hiter bom tole uredil, pa bom šel pol še to pogledat. Sem pa zdaj, ko sem hodil, malo gledal, če se da do vrha hriba prideti. Pa nisem videl nobene poti, pa take stene so, tako da to mogoče ne bo šlo. Je pa cesta na oni strani, tako da bom videl, kako bom naredil. Evo, pelem se gor z avtobuskom oziroma nekim vlakcem. Nisem to nabavil zato, da je bil len, da se mi ne bi dalo goriti, ampak preprosto zato, da prišparam čas. Komaj čakam, da tole vidim. Tole je navdušujoče. Glejte, že same te kamnine, pa gore, tudi če ne bi bilo tistega, kar je tam, se pravi ta naselbina, bi bilo zanimivo za videti. Tole bo pa sploh wow, samo wow, po mojem lahko rečem. Tukaj so nekakšne terase, zanimivo zelo. No, tukaj je zdaj pa ta vhod, ki sem rekel, da od tukaj naprej je pa najbolj zanimivo, ker jaz sem namreč po uni stran doline šel peš in sem tole že videl. No, glejte, nisem se motil. Glejte to. Wow. No, tole bom jaz čist vse prehodil, čist do vsak kotiček bom pregledal, ker mislim, glejte, tole je pa res wow. Glejte, tamle gor, če vidite nekje na sredi ekrana, greš celo neke, po nekih balkonih hodeš pa to. Fantastično. Dol pa tudi ta dolina lepa in na splošno je tukaj sploh zelo lepo. Zdaj pa te vabim, da se sprehodiš z mano po temle čudežu, bi človek rekel. Bom probal hoditi čim hitrejš, pa da vidite čim več zanimivih stvari, tako da si boste malo predstavljali, pa da vas vsem preveč ne zadržujem, pa dolgočasem. Glejte, noro je tu. Noro. Wow. Gledam, kako prideš na uno stran, pa vidim, da so tle stopnice in verjeten je tamle še vhod na desno. Tole ima tudi najbrž malo obrambenega pomena. Tle nisi mogel priti kar tako čez.
Mislim, če so neki osvajalci bili. Tole v cirkusa noter bomo šli pogledat. Sam not ne bom govoril, da nam koga preveč vznemiril. Ne mislim tle, ampak tam nekaj cirkusa. No, Robert, do you remember the Articles Treaty for everything else? Yes. Everything? Oh, that's not the Articles Treaty for Zanimivo takole v skali. Zdaj gremo pa naprej. To je stena z cerkve, zunanja. A tukaj imajo neko žičnico. Tukaj se zadeva ustav. Oziroma greš dol. Tle se gre pa lahko gor. Samo moram pol minute počakati, ker gre glih eni ljudje dol. Pa da grem polje zgor. Lejte tole tele balkončke, kada nekdo tukaj živi, se mogoče pa živi, ne vem. Ampak če bi tukaj kdo oddajal sobe, to bi lahko 1000 evrov na noč računal. Evo, zdaj grem pa še jaz zgor. I'm afraid it's one way. You have to go through the church and go down there. Aha, thank you. Človek mi je povedal, da je tle sam ena smer. Zato jaz grem pogledat gor, kaj je tukaj. Če sem tukaj, take stvari, grem jaz narajš pogledat. Ni glih čist enostavno priti gor. Evo, pa smo gor. Ne vem, kaj mi je tip hotel povedati. A je mislil, da izhod iščem ali kaj. Mislim, take stvari, to je nekaj tle najbolj zanimivega za pogledati. To je to, kar sem prej govoril, da so tisti balkoni, wow, kaj fascinanten razgled. Glejte to. Še tle gre nekam. Gremo takole sem pogledat. Aha, ne. To je samo okno. To je samo okno. Tamle je pa še en kanal noter naprej. Vidimo, kaj je tle. Zdaj pa vem, kaj mi je hotel povedati, da sem šel kontra smer. To mi je hotel povedati. Ja, nisem vedel. Nisem vedel. Ja, vidite, tle so, da treba je tudi to smer. Kam še tu vod? Tole je mnogo bolj zanimivo, kot sem mislil, da bo. Tukaj se sicer konča. Ja, konča se
Je sicer neki jašek. Aha, lejte, cerkev dol. Tle cerkev dol. Tako da dajmo hiter nazaj, da vas čimer dolgočasem. Zdaj, če vam je tole všeč, dajte se naročiti na moj YouTube kanal. Napišite kakšen komentar v to video, pa na Instagramu me tudi spremljajte. Tam pa ful lepih slik objavljam. Po Tomaž Gorec me najdete. Bom zelo hvaležen za to podporo z vaše strani. Mi bi res veliko pomenilo. Tle pa kar nizko. Tam zdaj prišel cerkev najbrž. Tu sem jaz prej zgrešil nekako. Pa ne vem, kako mi je to ratalo, ampak se zgodi. Mislim, fantastično tole. Glejte, včeraj sem šel pogledat v samostan, ki je sicer fantastičen na zunaj, samo nisem mogel noter priti. Aha, tle bi jaz mogel iti prej. Glejte, zdaj boste videli, kje sem jaz kiksnil. Vidite, tle smo šli v cerkev. Tam smo šli v cerkev. In zdaj sem tle spet, kjer sem bil. Glejte, zdaj bom pa to snemanje prekinil. Ker da je predolgo, če bo še kaj pametnega, vam pa seveda pokažem. Zanimivih stvari tukaj ne more zmanjkati. Jaz sem tukaj že več kot 2 ure. Tole gledam, raziskujem. Fantastično je. Glejte, zdaj se pa še tole sprehodimo. Tole je zanimivo videti. Sam nisem še bil. Oči sta tema, ampak še malo pa bomo zunaj. Sem fascinantno, kako so vse to naredili. Ejte. Pa še tle nekaj. To je sam prostor. Ejte, drugače pa. Ko smo pač en balkon višji, dol lepa dolina. Mislim, res je fantastično tukaj. Sem pa imel eno nesrečo. Ko sem snemal, sem se tukaj v glavo butnil, ejte, ne vem, če se kaj vidi, da se mi je kar tama naredila. Tako da Bog ne daj, da se še enkrat, ker pa ne bo za zdržati. No, tole je pa še izhod iz templa samostana. Je to na drugi strani. Tako da narediš krožno pot. Gor sem se sicer pripeljal z avtobusom oziroma nekim vlakcem, kombijom. Zdaj gremo pa tukaj dol. Pa lejte, vidite tam od zadju, tam sem štartal. Lepo je tamle, vidite tukaj ena kača, dol spodaj potka. Takole moraš tudi kar malo paziti. Takole vidite, ena potka gre. Pa tukaj še, mislim, zanimivo, ne? Še zmeraj vmes takele zadeve, pa teli tuneli so meni všeč. Tako da, mislim, tole je pa res zanimivo bo pogledati. Jaz sem na takem stvarmi fasciniran. Pa že, ko sem to daleč gledal, sem si rekel, mi bo všeč. Ampak nisem pa vedel, da mi bo tako zelo všeč, kakor mi je bilo. Evo, zdaj še ta rov, glavo dol, da se ne bom še enkrat butnil. Ful nizko, ful paziti. Šle se slikajo, tako da bom se kar poslovil. Evo,
zdaj se grem pa še mal zapeljati po tej čudoviti dolini. Ne sam po dolini, probal bom tudi v kakšne hribe pridati. Mislim, tukaj je čudovito vse skupaj, tako da vem, da je še lep dan pred mano. No, tle da vam pa pokažem, kaj vse moram delati, da lahko pol video objavim. V tukaj, kjer spim, je slab internet in nikamor ne gre. Tle, ki imam pa na telefonu, imam pa neomejeno, ampak mi danes ob 5 poteče. Sicer sem mislil, da je bilo to za 7 dni, je pa zgleda za manj ali 10. No, tako da sem pa kar prenosnik v avto vzel, pa tle skozi mi nalaga video na YouTube, tako da gre pa ful počas, kaj mal daljši. Tako da se trudim. Čudovita je tale dolina. Vidite, tamle viseči most, tukaj drugačen most. Jaz se tukaj kar malo vozim, pa opazujem in lejte, čudovito. Čudovito, čudovito, čudovito. Evo, zdajle sem se pa spet malo ustrašil, namreč nikoli ne pustim ključa več noter, ker sem živčen, da se ne bi spet kakšna katastrofa naredila. Zdaj imam tak način, če ključ pustim v avtu, odprem oken. Zdajle sem ga pozabil, tako da, ker je bila včerajšnja izkušnja taka, če ne veste kakšna, si pejte včerajšnji video pogledati, pa boste videli. Nič, fantastično je tukaj. Zdaj grem še ne 2 stvari pogledati, pa še vmes se bo kar kakšna sama od sebe najdla. Res fantastično. Kakšen super razgled na tale samostan, katerega sem prej obiskal. No, jaz sem se pa zdaj odpravil gor na tale hrib. Po mojem mora dober biti, lejte, ena cesta vod. Po mojem mora biti tu neki prelaz. Je pa na začetku bila lepo asfaltirana, zdaj je pa makadamska. Ampak lepo počas bom šel, ne bo problema. Kakšna huda razgledna točka. Lejte, gor sem z avtom prišel po tej vijugasti cesti. Dol vidite dolina, ta, v kateri sem nastanjen. Fantastična. Tle v zadju vidite tudi tole samostan noter v skali, ki sem ga dopoldne obiskal. Drugač pa tle fenomenalno. Lejte, tudi te hribi, kaj so lepi. Res super lepo. Je pa res, da je cesta makadamska, ampak sem šel, je kar dobra, tako da sem šel lepo, počas. Zdaj pa zanimivo, tle gor pa vidim neke hiške. In fulke deleč so, ne vem, tle mora biti po zim kar mrzlo, najbrž tudi bolj piha, verjetno, da je bolj lušno v dolini, ne. Ač pa fantastično je, da ta dolina je meni tako všeč in pokrajina. Jaz obožujem takele zadeve. Ne vem, če se tele gospodične mislijo makniti. Se bote? Ne zelo rade. Evo, ta se noče. Ja, dej, ne. Vejte, noče. Dobesedno se noče, lej. Ta je pa že itak umaknjen. Še na enem čudovitem kraju sem se ustavil. To ni sicer nobena znamenitost, ampak gledajte, kako je ta dolina lepa. Pelal sem se tukaj, sem tle avto zaparkiral, iz une strani sem se pripelal in ko sem pogledal na to stran, sem rekel, wow, kaj je tukaj dober, ampak dober je tlele, ki prideš čez, pa dol v dolino vidiš. Lejte, pa še kravce se pasejo. Evo, lejte, tle še 2. Mislim. Lejte, tamle gor je neka grad mogel biti, neka utrdba, se sem mal vid. Mislim, meni je zmeraj žal na teh potovanjih. Ja, lejte, tlele prepad dol.
Dobro, da tle kakšna kravica ne pade. Glejte, kakšna lepa dolina. No, hotel sem reči, na potovanjih mi je najbolj žal, ker nimam cajta takole, da bi bil dlje časa in bi to jaz vse prehodil. Evo, jaz bi šel na tale hrib gor. Se bi čist hiter prišel, zdaj če bi tlele dol šel, ampak ni mostu, kako bi čez prišel. Dobro, sezubi se. Pa sem kele gor. Samo pol ure sem gor. Pol tamle gor vidim, na tisle ta hrib na sred, gor neka cesta celo pele. Verjeten je makadam, neverjeten, sigurno je makadamska, ampak bi peš mogoče šel. Mislim, meni je to ful lepo. Kaj pa ti praviš? Sem jaz tak čuden, da so mi take zadeve všeč? Ali je tudi tebi tole lepo? Dej, napiši v komentar, bom zelo hvaležen. Evo, večerja, gospod mi toč vino. Dajte, to bo pojedina. Sam stoj pa glej. Wow. Super. Tole je vse izredno okusno, krompirček domač, super. Tole je neka zelenjava kot solata, tudi super. Solata, sir, meso, super. Super. Je pa to vse gospa naredila, tamle je samo, ne vem, se nam ne bo pridružila, zgleda. Za današnji dan lahko rečem, da je verjeten bil najlepši do sedaj na tem mojem potovanju. To, kar sem videl, je bilo ful zanimivo. Ta dolina mi je bila ful všeč. Ful zanimiva je izkušnja tukaj, ko sem, se pravi, da jem pri tem dedku pa babici, sta res prijazna, res neverjetna. Tako da res super. Evo, zdaj sem drugače že v posli, tle pred sabo gledam v računalnik. Uploadam videe, da bom lahko video naredil za jutri, čeprav edino, kar je tukaj minus, je to, da internet je pa res nikakršen. Jaz iz podatkov dol vlečem, ampak tudi to je slabo. Bom celo noč uploadal te videe, tako da mogoče se do zjutraj to vse naloži, pa da lahko potem montažo naredim, pa še objavim na YouTubu. Drugače pa res super dan. Hvala ti, ki si pogledala tale video do konca. Sem res hvaležen in mi to daje veliko podporo, da snemam te videe. Tako da, kaj naj rečem, lahko rečem sem v bodoče, pričakujte še veliko zanimivih videov. Mislim, da bom zdaj še veliko zanimivega videl in bo res zanimivo. Nič, lahko noč, lepo se imejte, pa v komentar napišite, kakšen se vam je zdel video. Adijo.